pa poglejmo, kar nam bo Mihael razložil uradni list Evropske unije. Ja, uradni list Evropske unije, se pravi Evropskega parlamenta, je z dne 14. junija 2021 v okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni izdal tako imenovana navodila digitalno COVID potrdilo EU za lajšanje prostega gibanja med pandemijo, med pandemijo COVID-19. Okay. Trenutno pandemije, kakor jaz vem, ni. Sem pa seznanjen, da pa zahtevajo PCT teste preko meje, da zahtevajo PCT teste za razna družbene organizacije, kot so zdaj recimo za koncerti, ki so aktualni, in da jih zahtevajo ne vem kje vse. Pravzaprav je to nesmiselno, protipravno, ker že tukaj piše, da med pandemijo COVID-19. Evropski parlament je izdal, se pravi, tole uredbo, ki je sestavljena iz, bom rekel, enega uvoda, ki obsega 62 točk. Če se ne motim, dajva preveriti. 59, do 64 točk obsega uvod. Najbolj zanimiva od vseh teh točk je pa 36. točka. Ok, 36. točka je v enem odstavku in ko se ta uvod prebere, je zelo zanimivo, kjer piše, to se pravi 36. točka, preprečiti je treba neposredno ali posredno diskriminacijo oseb, ki niso cepljene, na primer iz zdravstvenih razlogov, ker niso del ciljne skupine, za katero se cepivo proti COVID-19 trenutno uporablja, ali je dovoljeno, kot so otroci, ali ker še niso imele priložnosti ali so se odločile, da se ne bodo cepile. Zato posedovanje potrdila o cepljenju ali posedovanje potrdila o cepljenju, na katerim je navedeno cepivo proti COVID, ne bi smelo biti predpogoj za uveljavljanje pravice do prostega gibanja ali za uporabo storitev čezmejnega potniškega prevoza, kot so letalski, železniški, avtobusni, trajektni ali drugi prevoz. Naj poudarim, da je uredba EU 2021/953 narejena v glavnem za storitev čezmejnega potniškega prevoza in tukaj navedeno, za vse ostale druge stvari, ki so pa znotraj države, pa uradni list zahteva, da nacionalna zakonodaja znotraj države uredi nacionalni zakon tako, da se PCT potrdilo lahko uporablja tudi na drugih mestih. Ok? Gremo naprej. Zanimivo je potem v 1. členu, prvi člen, predmet urejanja te uredbe. Predmet urejanja te uredbe je, v 1. stavku zelo natančen pove, ta uredba določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19. V nadaljevanju temu rečemo digitalno COVID potrdilo. Prav? Z namenom olajšanja uveljavljanja pravice do prostega gibanja med pandemijo. Ponovno, do pravice do prostega gibanja med pandemijo. Se pravi, če pridem jaz na koncert in se od mene zahteva PCT in je tam ograja in varnostnik, je meni omejil gibanje. Če nimam PCT testa, mi omeji gibanje. Če test imam, seveda lahko grem noter. Se pravi, gre za strogo diskriminatorno obravnavanje posameznikov. Jaz ne potrebujem PCT testa za vstop na koncert, če tega ne želim. In tukaj je to definitivno jasno povedano. Ok. Naprej. Gremo naprej, ja. Ja, in gremo direktno na 3. člen. Ok. Digitalno COVID potrdilo EU v 3. členu pove. In sicer, prvi odstavek govori v A, B in C. Ok. V prvem
stavku, v prvem odstavku, govori o potrdilu, da je bil se pravi imetnik potrdila ali ima potrdilo, da je bil cepljen, v B točki, da je opravil test, hitri antigenski test, ali v točki C, da je bil prebolen, se pravi imetnik prebolele okužbe. Zdaj pa je tukaj zanimiv drugi odstavek 1. člena, oziroma 3. To je drugi odstavek 3. člena o digitalnem COVID potrdilu EU, ki pa govori o tem, da komisija objavi seznam hitrih antigenskih testov na COVID-19 na podlagi priporočila sveta z dne 21. januarja, vključno z morebitnimi posodobitvami. No, mi smo govorili prej o tej kartici in to je to priporočilo. Okay, se pravi, uradni list spoštuje priporočilo sveta, ki je izdano. Tako da je tudi to vključeno in ta kartica je v bistvu krovna in evropski tale, bom rekel, ta uredba je usklajena s tem. Pri tem je treba paziti še zdaj na 3 stvari. V 3. členu uredbe obstaja 4. točka, kjer pravi, potrdilo iz odstavka 1, se pravi ABC, kar smo zdaj govorili, se izda brezplačno. Mislim, da sem slišal nekje, da bodo ljudje morali, ne vem, vsak teden ali pa na vsake 24 ur, ne vem kako že plačevati za testiranje, dokler se ne bodo cepili. Mislim, finančno izčrpati posameznika z namenom, da se cepi, jaz ne znam povedati, nimam besede, kako bi imenoval tak način prisiljevanja, kar je v bistvu v strogem nasprotju 132. členu Kazenskega zakonika, ki govori o prisiljenju in tudi druge stvari, da skrajšam. 4. točka, se pravi, gre za brezplačno. Potem imamo pa 6. točko in 7. točko 3. člena, ki so pa ključni točki. To posebej poudarjam. Posedovanje potrdil iz odstavka 1, to se pravi ABC, ni predpogoj za uveljavljanje pravice do prostega gibanja. Se pravi, jaz, če grem čez mejo, če želim imeti potrdilo, če se želim cepiti, če se želim testirati, če sem prebolel in to potrdilo pridobim, ker sem prebolel, je to moja pravica. Je pa tudi moja pravica, da če nisem prebolel in če se ne želim testirati in se ne želim cepiti, da mi nihče gibanja ne sme omejiti na podlagi uredbe. 7. točka. Izdaja potrdil na podlagi odstavka 1 tega člena ne sme povzročiti diskriminacije na podlagi posedovanja posamezne kategorije ABC, potrdila iz člena 5, 6 in 7. O čem pa ti 3 členi govorijo? Ti 3 členi govorijo pa. 5. člen govori o potrdilu o cepljenju, 6. člen govori o potrdilu o testu in 7. člen govori potrdilo o obolevnosti. Za vse tiste, ki bi to želeli imeti, so ti 3 členi, kako mora biti potrdilo narejeno. In zakaj to pripovedujem? Zato, ker vse države članice, ki so s pogodbo zavezane Evropski uniji, se morajo držati te uredbe začetek veljavnosti, in sicer ta uredba začne veljati na dan objave v uradnem listu Evropske unije. Uporablja se, tukaj nam celo povejo, do kdaj bomo se testirali, pa bomo rabili te PCT, od 1. julija 2021 do 30. junija 2022 velja ta uredba. Najpomembnejša stvar pa je, da odloki, ki jih Republika Slovenija izdaja, so v celoti neveljavni, niso kompatibilni z uradnim listom Evropske unije, saj tukaj pravi zadnji stavek pred podpisom. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. No, zdaj, glede na povedano,
Si razumel, imaš kakšno vprašanje? Ostal sem brez besed. Kako je Ostal on si komad? Ok. Ne, Toliko, mislim, kar da je se- vse jasno. Se pravi, če lahko samo še s splošnimi besedami poveš. Če gremo čez mejo, testa ne rabimo, Testa ne rabimo. ljudje, bog ne daj se cepiti. Glej, to je svobodna odločitev. Jaz pravim, jaz se cepiti ne želim, Aha. imam za to razloge, prebral sem dovolj literature, vem, da je to genska terapija, vem, da ni cepivo. Ime cepivo se izrablja za to novo mRNA tehnologijo, ki v bistvu ni preizkušeno, ki nima uradnega dovoljenja, ki je v bistvu v testni fazi, in jaz nekih testnih stvari v svoje telo ne želim sprejeti, ne želim riskirati svojega življenja, ker se spoštujem in se imam rad in cenim, kar sem pač po božji podobi dobil to telo in ga moram čuvati. Glej, čist preprosto povedano, ko je roka posegla v gozd, je gozd uničila. Ko je človeška roka poseže v človekovo telo, ga tudi uniči. In mislim, da sodobna farmacija posega s temi stvarmi v človekovo telo na en poseben prisiljen način, ki pa za moje razumevanje prvič ni pošten, drugič zavaja, tretjič postavlja kapital pred zdravjem. In javno zdravje, bom povedal eno zadevo, javno zdravje, dragi moji ljudje, ne more postati virusno, ker je virtualno. Javno zdravje, ko govorijo o virusu, ne pozna. Virus pozna samo človek, ki zboli, ki virus dobi, ki virus preboli. Imamo čudovit imunski sistem, trenutno pandemije ni, in s tem, ko PCT test, se pravi preboleli, testirani in Testirani, preboleli in pa ko ga je test narediti. tako, no, nikakor ne sme. Cepljeni, sorry. Tako, Testiran, cepljen pa prebolel. Meni je cepljen čistko. Jaz sem sicer cepljen kot otrok, ne, ampak to zdaj ne pomeni, da se bom zdaj s tem cepil. Hočem reči, da nikakor na noben način se jaz osebno, to je moje mnenje, s tem ne prepričujem nikogar, ljudje ste svobodni, naredite kar čete s svojim življenjem, ampak jaz se ne želim cepiti iz tega osebnega spoznanja, spoštovanja do sebe in do vseh, ki jih imam rad, do mojih otrok, do moje soproge, do mojih sorodnikov in do vseh ljudi, s katerimi pač se poznam. Tukaj je povsem jasno, kar sem zdaj povedal. Morda marsikdo od vas niti ni vedel, da v Sloveniji obstaja zakon o varstvu pred diskriminacijo. Ja, izvoli. Zdaj ga imam v kadru. Dobro, zakon o varstvu pred diskriminacijo. In da če ste diskriminirani kakorkoli, kjerkoli, če ste žrtev ali priča diskriminacije, se da seveda poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 81 80 in imamo v Sloveniji tudi zagovornika, kjer najdete več informacij na spletni strani zagovornik-rs.si. Oni to rešujejo v pravnem smislu. Bi pa povedal tako, da smo pa člani društva Belis, ki se združujemo s tem namenom, da upoštevamo v 10. alineji 9. člena našega statuta le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in z matematično logiko. To je naš statut, ki je usklajen z ustavo in zakonodajo Republike Slovenije. Zato so ljudje, ki to razumejo, člani našega društva in si med seboj pomagamo. Povem še to, da imamo v nameri narediti red button ali rdeči gumb alert, kjer bomo v tej aplikaciji združeni po poštnih številkah vsi člani društva, in če bo nekdo diskriminiran ali se znašel v težavi, pred državno represijo bo pritisnil ta rdeč gumb in vsi, ki so v okolici 15 km, 20 km, lahko v nekem trenutku priskočijo posamezniku na pomoč in so očividci in so priče za kasnejše sodne obravnave. Toliko o tem. Ok, če zdaj narediva en tak zaključek, imaš za vratom tole
Ja. izkaznico, se pravi, če prav razumemo, če so, no razlož, kako do tega pridemo, pa kaj nam to zdaj pomaga. Ja, to se pravi, imamo društvo, sem povedal, a ne? To je društvo Belis za srečno življenje. Na naši spletni strani društvobelis.elis-center.com se lahko kdorkoli svobodno prijavi. Prijavnice imamo digitalno in pa seveda v PDF tudi papirnato, da se natisne in se v društvo pošlje. In vsak, ki se prijavi, dobi v bistvu te izkaznice in vso dokumentacijo. In še člansko izkaznico pokažem. Evo, tukaj imamo članske izkaznice, so tudi zelo lepe. Člansko izkaznico, a ne? Društva Belis, pogodbeno obvezo. In v tej članski izkaznici tukaj to člen, ki sem ga prej navedel, zelo lepo naveden in tudi jasno pove, zakaj se združujemo. Tako da to je z moje strani zaenkrat. Jasno dobijo člani tudi drugo dokumentacijo, ampak če se nekdo priključi, dobrodošel. Skrbimo drug za drugega, za svoje zdravje in to je največ, kar lahko ta hip storimo. Ok. Najlepša hvala. Mogoče samo še to, kje se nahajate? Torej, uradni naslov društva je Ziherlova 39, to je sedež. Drugače pa jaz sem pa na Petkovškovem nabrežju številka 53 v Ljubljani, tukaj v Ljubljanici, ob vodi. Tukaj se združujemo, ljudje pridejo tukaj tudi k meni na obisk, poklepetamo in kakšen problem tudi rešimo, kdaj pa kdaj. Tako, če bo imel za kakšne dodatne informacije, ne? Tako, ja, dobrodošli. Super, Mihael, najlepša hvala. Hvala tebi. Samo še pokažem tole Ljubljanico tukaj, da boste videli približno, kje smo.